V četrtek, 17. junija ob 17. uri je v sklopu prireditev Konjiški dnevi 2010 v dvorani Konjičanka potekala seznanitev s projektom Občina po meri invalidov za širšo javnost, kjer so zainteresirani obiskovalci lahko dobili informacije o vseh že izvedenih aktivnostih in nalogah in tudi tistih, ki jih bo v prihodnje še potrebno izvesti, da bo občina Slovenske Konjice postala prijaznejša invalidom. Projekt je med drugimi predstavila tudi gostja gospa Zora Tomič, profesorica sociologije, predsednica projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt Občina po meri invalidov. Občina Slovenske Konjice je na pobudo območnega društva invalidov Dravinjske doline pričela s projektom Občina po meri invalidov. Projekt je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije z namenom, da bi v čim večji meri spodbudila lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim dejavnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov in ostalih oviranih oziroma prizadetih oseb v njihovem primarnem okolju, za njihovo socialno vključenost in sodelovanje v družbenem življenju kraja, za večjo kvaliteto življenja vseh občanov. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je imenoval delovno skupino za pripravo analize o položaju invalidov v občini Slovenske Konjice in pripravo konkretnega načrta, katere predsednica je Lidija Pratnemer. Projekt spodbuja občino kot lokalno samoupravno skupnost, da se skladno s svojo vlogo odgovorno odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej tudi tistih s tako imenovanimi posebnimi potrebami, skrbi za čim bolj kvalitetno življenje v skupnosti in pri tem upošteva različnost njihovih potreb in možnosti, povezuje dejavnost in odgovornost različnih javnih služb, pa tudi gospodarskih dejavnikov v občini. Izjemno pomembno je, da daje civilni družbi prostor in možnost, da uveljavi tvorno svojo vlogo in aktivira svoje člane v skupnem delovanju, torej upošteva tudi osebe s posebnimi potrebami. Delovna skupina se je na drugem sestanku seznanila s potekom projekta in aktivnostmi. Na sestanku so člani povzeli rezultate anket, ki so bile izvedene s ciljem pridobiti podatke o številu in stanju invalidov na območju občine Slovenske Konjice in informacije o stanju gradbenih in funkcionalnih ovir za gibalno in drugače ovirane osebe. Na tretjem sestanku je delovna skupina sprejela okvirni seznam stanja gradbenih in funkcionalnih ovir v občini, ki ga je pripravilo društvo Vizija in medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. Reči, da imamo dobre izkušnje. Potrdilo se je, da je ta projekt Občina po meri invalidov vzpodbudil lokalne skupnosti, ki so se zavedle svoje odgovornosti do invalidov kot občanov. In skratka, da nima tu odgovornosti samo država z določenimi pravicami, ampak pravzaprav, da je ta odgovornost tudi na lokalni skupnosti, ki ima na svoj način, je dolžna skrbeti za kvaliteto življenja vseh občanov, starih, mladih, da tako rečem, takih s posebnimi potrebami in podobno. In drugič, da je sposobna mobilizirati številne potenciale, ki so na nek način, bom rekla, tako raztreseni, združiti. In za nas je prav zaradi tega tako pomemben akcijski načrt, ker občina naj bi odigrala tisto združevalno vlogo vseh teh služb in dejavnikov, ki so javnih služb in podobno, ampak mi mislimo, da tu je tudi izjemno velika vloga samih invalidskih organizacij v tem, da se povezujejo. Ker večkrat sem že povedala in to želim ponovno povedati, to projekt je dejansko ga spodbuja Zveza delovnih invalidov. Tudi pobudniki za vključitev v projekt so pokrajinska društva in podobno. Ampak to je projekt, ki naj bi vse invalidske organizacije združil, torej ker ni usklajeni dejavnosti in seveda se odzival na zelo različne potrebe, ki jih imajo invalidi. In da postanejo res, kot pravimo, tisti pravi subjekt,
civilne družbe, da ne čakajo, kaj bodo drugi naredili, prihajajo s svojimi pobudami, s svojimi vložki in podobnem. In zaradi tega moram reči, da sem zelo vesela te današnje predstavitve, ker moram reči, mnogo je tudi odvisno od odziva javnosti. In sem vesela, ko vas danes tukaj vidim, zaradi tega, ker ustvarjanje enega vzdušja, da ne gre za noben luksus, ampak gre nekaj, kar bi lahko prispevalo, da bi skupno življenje bilo lepše, da bi vsi bili socialno vključeni. In še ena stvar je, ki se mi zdi zelo pomembna, to je ta osveščenost vseh, da smo v takem okolju, v katerem pravzaprav težko razmejimo, kaj je bolj za invalide, kaj za koga drugega. Naša dobra izkušnja v izvajanju projekta je prav v tem, da so v mnogih krajih pravzaprav vse to, kar je to Božje storjeno za invalide, koristi starejšim, koristi mamam z manjšimi otroci. Skratka, nekako se tudi, bom rekla, humanizira to celotno okolje v en tak lepši odnos in v več razumevanja. In to je pravzaprav tisto, kar si mi želimo, da bi tu nastala, tu želim danes povedati, ena socialna mreža, ki bi jo vsi skupaj, pravzaprav nevladne organizacije in seveda lokalni organi oblasti, da bi nekako to mrežo stkali, da ne bi ljudje skozi njo padali in da bi pravzaprav vsi imeli te šanse. Pri tem vidimo tudi, moram povedati, veliko vlogo župana, ker to je pravzaprav tisti, ki je v občini voljen od vseh prebivalcev. To se pravi, je nekoliko nad tem in najbrž ima v svojem okolju, v svoji občini tisto moč, da povabi različne dejavnike in da se dogovarjajo ob tem akcijskem programu, ki potem naj postane del tudi razvojnega programa občine. Kolikšen del slovenskih občin pa je to, lahko rečemo, kar gibanje že zajelo? To je, jaz bom rekla, gibanje je, ampak o tem, kar če sem pravilno razumela, danes ne bi govorila o teh postopkih. To ni tako preprosto, kot na videz gledajo stvari. To se pravi, torej zdajle bi rekla, je 5% občin, zaradi tega, ker so ti postopki, ki so pravzaprav niso birokratski postopki, ampak so zelo vsebinski in seveda in tudi dokumenti in podobno je zelo pomembno. In ravno ta faza, zato sem se rada odzvala, da smo se zdajle prej dobili, razpisi bodo šele decembra do drugega leta, da ljudje pravzaprav vidijo, kaj je treba pričakovati, kaj je treba narediti in podobno, ker včasih se ta faza podcenjuje, ta faza pa je zelo pomembna in marsikdo ni bil sprejet za kandidata ravno zaradi tega, ker pravzaprav skozi to proceduro vse te aktivnosti, ki jih je potrebno, bom rekla, opraviti, preden se lahko sploh kandidira, ni opravil. Tako da je to tako vprašanje, ki je, in se mi zdi, da je tale priprava, ta seznance, za kaj gre, kakšni so cilji, ampak tudi kaj je treba storiti, da se lahko. Ker seveda jaz predpostavljam, da prva stvar, ki je, da bom rekla, invalidi morajo oceniti, ali se občina zasluži, da tako rečem, da se jo vključi med kandidate. To se pravi, da je že nekaj zgrajenega, da lahko na tem se nadaljuje. Najlepša hvala. Hvala.